Starejši, kdo so, to je zelo pomembno vprašanje. Ali smo res zdaj kar za doma za biti, ali lahko še kaj pridobimo? Uspešno staranje je pogojeno z uspešnim razumom. Dolgoživost prebivalstva je nedvomno prednost družbe 21. stoletja. Vsak starostnik je čutil, da je del neke družbe, da je še vedno potreben in da je potreben, dokler v bistvu živi. Solidarnost, povezanost, dobro komuniciranje med ljudmi moramo razviti, prav tako kot smo zadnjih 30 let razvili tehnologijo. Prispevali smo veliko in mene vedno jezi, kadar nekateri govorijo o pokojninah kot darilo. Dialog ni lahka stvar, je pa vredna, če želimo oblikovati dolgoročen model. Starajočo se družbo se srečujejo države vse Evrope, ravno tako Slovenija, kajti iz statističnih podatkov lahko ugotovimo, da se število oziroma delež mlajše za delo zmožne populacije druge generacije postopno zmanjšuje, medtem ko se delež starejše generacije postopno povečuje. Ne govorimo več samo o 3. življenjskem obdobju, ampak tudi o 4., 5. življenjskem obdobju. Zato je verjetno pomembno, da se začenjamo zavedati, na kakšen način bomo ljudje živeli v taki starajoči se družbi. Novejše raziskave kažejo, da je zdrav možno ohraniti tudi v pozni starosti in to ne samo ohraniti, ampak ga celo izboljšati. Tisto, kar je Andragoški center Slovenije na tem področju prispeval, je bila analiza, ki je dala zelo konkretne rezultate. Eden od njih je bil, da smo se vprašali, kdo starejši sploh so. In odgovor na to vprašanje je bil, to je zelo, zelo raznolika skupina. So materialno različno preskrbljeni, 80% od teh ljudi pa je samooskrbnih, torej ne potrebuje pomoči. Na spremenjene demografske lastnosti neke družbe menim, da se ne bi smeli odzivati s strahom, kajti starost ni nekaj slabega, temveč bi se morali odzvati s pričakovanjem logičnih posledic, ki jih te spremenjene lastnosti prinašajo in z preprečevanjem morebitnih negativnih učinkov na družbo. Ugotavljamo, da so starejši ljudje iz družbe pogosto prehitro izključeni. Starejša delovna sila ne predstavlja zgolj stroška, ampak predvsem prednost v podjetju, če hoče delodajalec to opaziti. Ker starost, poglejte, ni samo nek fizični pojav, to je psihološki pojav, je tudi ekonomski pojav, sociološki. Moje razumevanje družbe je, da ima vsak posameznik neko svojo vlogo v tej družbi. Tako mlad, star, starejši, najstarejši in podobno. Ravno zaradi tega jaz ne vidim kakšnega posebnega problema v dolgoživosti družbe. Na Inštitutu Antona Trstenjaka se poglobljeno ukvarjamo z vprašanji staranja, v širšem pomenu, se pravi z demografskimi vprašanji staranja prebivalstva, še bolj pa z praktičnimi vprašanji staranja posameznika, to pa pomeni z sožitjem generacij. Naloga je ta, da ne bomo samo dalj živeli, ampak bomo tudi boljše živeli. To je pa popolnoma odvisno od medčloveškega sožitja. Z starejšimi v družbi se pravzaprav jaz ukvarjam, odkar sem šla v pokoj. Takrat sem začela razmišljati o položaju in o hotenjih starejše generacije. Tako smo v Domžalah ustanovili društvo Lipa, Univerzo za 3. življenjsko obdobje. Zdaj drugače razmišljam in gledam na starost. Vidim, da ljudje pri 82, 85 letih še niso stari. Oni imajo še toliko energije. Aktivno staranje, o tem se danes veliko govori. Moja osebna razlaga tega termina je pa v tem, da bi naj pravzaprav starejši ljudje živeli v skladu s svojo naravo. Naša narava nam narekuje, da moramo biti fizično aktivni, da moramo biti miselno aktivni, da moramo imeti možnost, da čustvujemo in sočustvujemo z drugimi in da tudi nekaj ustvarjamo. In če se teh 5 nalog držimo,
Pravzaprav izpolnjujemo zahteve tako imenovanega aktivnega staranja. Kognitivno staranje je sprememba naših kognitivnih sposobnosti in kapacitet, ki so povezane z staranjem, in vemo, da se nekatere kognitivne sposobnosti manjšajo, druge se pa izboljšujejo oziroma ostajajo nespremenjene. En model kognitivnega staranja si lahko ogledamo na primeru inteligentnosti, ko inteligentnost razdelimo na fluidno in na kristalizirano inteligentnost. Fluidna inteligentnost se nanaša na tiste sposobnosti, ki jih rabimo, ko moramo reševati en problem, ki ga še nismo zaznali. Skratka, gre za hitro in učinkovito reševanje novih problemov. Po drugi strani pa je kristalizirana inteligentnost tista, ki se nekako izraža v sposobnosti reševanja problemov, pri katerih lahko uporabimo vse tiste izkušnje, ki smo si jih nabrali v življenju, predvsem z učenjem. Pri ohranjanju mentalne kondicije po 50. oziroma pri ohranjanju znanj, spretnosti in pridobivanju novih veščin, novih kvalitet, lastnih, osebnih in za trg dela, menimo, da nosi veliko odgovornost vsak posameznik sam. Od njega je namreč odvisno, ali bo njegovo življenje dejavno, aktivno, ali se bo vključeval v okolje, ali bo ostal sam doma in čakal, da se nekaj zgodi. Mi moramo spremeniti te stereotipe. Mi imamo sedaj vstop v izobraževanje in vstop v delovno dobo, kasnejši, kot smo ga imeli včasih. Zaradi tega človek pride na vrhunec, kasneje. Starejša oseba, ki se prijavi v evidenco brezposelnih oseb, se navadno še težje počuti od mlajše, zato moramo posebno pozornost posvečati tudi starejšim brezposelnim osebam, ki se prijavijo na zavodu, predvsem zaradi izgubljene volje do nadaljnega dela. Izgubili so vero v državo, izgubili so vero v delodajalce. Ugotavljamo, da je odnos delodajalcev pri zaposlovanju praviloma pogojen z nepoznavanjem prednosti starejših oseb. Starejši na trgu dela imajo življenjske in delovne izkušnje, imajo modrost, ustrezno kulturo, vrednote, osebne karakteristike, pripadnost podjetju, prilagodljivost, odgovornost. Z bogatimi znanji dejansko predstavljajo izziv in vzor mlajši generaciji. Tale upokojitev moja je nastala zelo zgodaj, kajti bolezen je nastala pri 27 letih, pri 29 sem bila praktično upokojena in skozi bolezen sem si odgovorila na vprašanje, ali hočem živeti ali ne. Moja odločitev je bila, ja, jaz vendar hočem živeti. Je bilo treba zavihati rokave, najti odgovore, da se postavim osebno na noge. Torej, bilo je treba predvsem preživeti, ker sem bila mati samohranilka na cesti in preživljala sem se pač s tem, ker je bilo mogoče s sivim trgom. Terenska prodaja je bila moja velika vaja komunikacije z ljudmi. V tem času sem pa tudi začela sanjati. V vasi sem videla staro hišo, ki me je klicala neznansko. In tedaj sem enostavno se odločila, jaz jo bom kupila. Da bi to realizirala, sem se samo zaposlila. Potem sem pač kupila to hišo, akcija je uspela, kredit je bil tudi odplačan. Leta 90 sem jaz ustanovila zavod Vita in jaz sem začela pač tedaj z kreativnimi delavnicami v Kopru. Bilo je brezupno. To je bilo moje eno največjih presenečenj, da ti lahko delaš in delaš krasne produkte, ampak da lahko enostavno si ignoriran. V nekaterih lokalnih okoljih so starejši zelo vidni ali pa so celo oni dejavnik razvoja. V drugih lokalnih okoljih so pravzaprav povsem prezrti in nikakor ne vplivajo na razvoj. Tako stanje seveda ni tisto, kar si želimo. Želeli bi bolj uravnoteženo situacijo, za katero so pa seveda odgovorni vsi. Po eni strani starejši sami, po drugi strani so pa zato odgovorni vsi, ki vplivajo na to, ali bodo starejši opaženi, spoštljivo vključeni, upoštevani, ali pa obratno, izključeni, preslišani, prezrti.
Tedaj mi je postalo popolnoma jasno, da moram poiskati svoj kapital. Ne v smislu denarja, ampak nečesa, kar imaš, kar vložiš, na osnovi česa si lahko ustvariš dejavnost in od česar lahko živiš. Sem pa iz kmečke kulture, iz Istre. Kot sociolog me ne zanima družba. Takrat mi je postalo jasno, da je moj kapital tudi poklicno moja kultura in moja zemlja. In tedaj sem potem prišla v Lopar in dala v igro to, kar imam. Leda je pričela z razvojnimi programi, tematskimi potmi, kolonijami, raziskovala je tudi in odkrila v 90-ih letih študijske krožke, jih uveljavila in razvila. S trudom, znanjem in ljubeznijo je nato razvila muzej v Loparju, da bi bila mogoča vsaj projektna zaposlitev, pa vendar ni bilo mogoče delati v tem muzeju drugače, kakor prostovoljsko. Tu ni bilo možnosti, da jaz tudi poklicno napredujem. Tako da sem se tedaj odločila, da nekako zaprem, zamrznem stvari in sem naredila par drugih korakov v življenju. Ena glavnih stvari za oživljanje je sodelovanje ljudi. Gre za to, da ljudje sami delujejo in sooblikujejo svoje okolje in svojo prihodnost. Največja nagrada je tvoja osebna rast, sigurnost v sebi, veš, da boš preživel, samospoštovanje in življenje, če se jemlješ resno, greš, zajadraš v življenje in potem živiš. Nekateri misleci, recimo Emanuel Levinas, pa recimo Martin Buber in tako naprej, so v 20. stoletju raziskovali, kje so korenine medčloveških povezav pa sožitja in so ugotavljali, da je sočutje, solidarnost, to, da drug z drugim doživljamo, sodoživljamo. Levinas ugotavlja, da je to temeljna človeška lastnost, globlja kot razum, globlja kot čustva, da je to najgloblja v človeški naravi. Humanosti, sočutja, solidarnosti se ne da naučiti, ne iz knjig ali z dobrimi sklepi, ampak samo s prakso. Za aktivno in dejavno starost bi posameznike morali spodbujati z globalnim vzgajanjem in izobraževanjem ne le starostnikov in delodajalcev, ampak nasploh cele družbe. Starejši človek lahko spoštuje mlajše in mlajši lahko spoštujejo starejše, samo če spoštujejo same sebe. To je pravzaprav cilj vsega dela za kakovostno staranje in za lepše sožitje med generacijami. V naslednjih desetletjih, tam do leta 2060, bo tretja upokojenska generacija tako številčna, kot ni bila nikoli v zgodovini in s tem tudi tako močna. Če se organizira samo za svoje interese pa svoje koristi, potem bi prišlo do vojne generacij. Ta pa bi bila usodna za evropsko in za slovensko kulturo, vendar pa jaz sem prepričan, da do tega ne bo prišlo. Ljudje so v globini vedno toliko pametni, da gledajo tudi naprej razvoj. To pa pomeni, da bodo naši otroci, vnuki in pravnuki uživeli vsaj tako kot mi ali pa boljše kot mi. Ukolikor ne bomo pristopili k oblikovanju medgeneracijskega sožitja, potem lahko govorimo o cefranju družbe. To se pravi, bomo govorili o nekih antagonizmih, stari, mladi in tako naprej, kar pa mislim, da je popolnoma zgrešeno, tako z psihološkega, sociološkega, pa tudi ekonomskega smisla. Sodelovanje z lokalnim okoljem, tudi v obliki prostovoljnega dela, lahko, naprimer brezposelni osebi, pogosto predstavlja odskočno desko v redno zaposlitev. Seveda je prednost tega prostovoljstva z vidika aktivnega staranja in kakovosti aktivnega staranja pomembna kot vpliv na sožitje, na prispevanje k medgeneracijski solidarnosti. Najprej treba pustiti ljudem biti to, kar so. In spoštovati, da so, kar so. Seveda bi bil tretji korak, da jih povabimo k sodelovanju in jim to sodelovanje dejansko tudi omogočimo. Na Inštitutu Antona Trstenjaka imamo največ dobrih izkušenj z medgeneracijskim prostovoljstvom.
dijake in upokojence družimo v učenju računalništva. In veliko je upokojencev, ki se želijo naučiti računalništva, interneta, elektronske pošte in tako naprej. In mi eni in druge posebej usposobimo z 2-3 enotami po 3 ure, da mlajši razumejo starejše in da starejši razumejo mlajše in znajo z njimi komunicirati. Med vsemi temi desetinami parov v upokojenskem in dijaškem ni bilo še niti enega, ki se ne bi dobro ujel. Upokojitev je za vsakega človeka, vsaj jaz tako mislim, velika prelomnica. Tudi zame je bila. Po poklicu sem višja medicinska sestra. Služba je meni pomenila v življenju vse. Ko sem bila že upokojena, mi je prijateljica povedala, da na inštitutu Antona Trstenjaka izvajajo mnogo aktivnosti za starejše generacije. In ravno tisto leto so organizirali tečaj računalništva. Organizirali so pa tako, da so bili učitelji, dijaki Bežigrajske gimnazije pa dijaki Poljanske gimnazije. In to je bila ravno pravzaprav bistvo vsega, da to poteka kot medgeneracijsko učenje oziroma druženje. Za učiteljico sem dobila dijakinjo 3. letnika Bežigrajske gimnazije Katjo Ilovar. No in s Katjo smo se sestajali enkrat tedensko in smo se zelo hitro spoznavali. Ta projekt dejansko ni bil projekt, ki bi trajal 1 leto in se zaključil potem na koncu z neko prireditvijo, ampak je dejansko prerasel v prijateljstvo med nama z Anico. Prikazali so drugi najine poglede na svet, včasih tudi riskirali kakšno uro računalništva samo za pogovor, da so se obedve naučili, kako videti tudi stališče drugega človeka. Začeli sva z obvladovanjem miške računalniške, potem sva nadaljevali s pisanjem v Wordu, nadaljevali sva pa potem z internetom, ki je bil najin glavni cilj. Inštitut Antona Trstenjaka, ki nas je povabil k sodelovanju, je tako učiteljem kot učencem nudil usposabljanje, ker sodelovanje v takem projektu ni tako enostavno, mi nismo vsi po naravi učenci in učitelji. In tako sem jaz osvojila vse, kar je potrebno, da nekdo, če hoče računalnik uporabljati, zna. Kaj sedaj počnem? Hodim na italijanščino, potem aktivno se udeležujem vseh predavanj na Inštitutu Antona Trstenjaka. Tam sem tudi naredila diplomo prostovoljke. Pri upokojencih sem se pač vključena v projekt Starejši za stare. Potem pripravljam izobraževanje enkrat mesečno. Hodim tudi na jogo. Sedaj bi se jaz še učila, ampak tudi nekomu nekaj dala. Trenutno recimo bi se jaz še vključila tudi v delo, ki sem ga opravljala kot medicinska sestra, morda par ur na teden, če mi bo uspelo v kakšni ambulanti. Predvsem to si želim, no. Smo v starajoči se družbi. In v starajoči se družbi je izobraževanje starejših pomembno, pa ne samo za starejše same, pomembno je za vse generacije. Izobraževanje v naših starejših letih ima po mojem 3 pomembne funkcije. Prva je ta, da se je svet okoli nas v teh zadnjih 50 ali pa 100 letih zelo spremenil. In če se mi sproti ne izobražujemo, se ne moremo posluževati tistih prednosti, ki jih imamo, če poznamo svet okoli sebe. In če vemo, da starejši ljudje potrebujejo po eni strani družabnost, po drugi strani tudi neko čustveno ali pa socialno sprejetost, potem tudi razumemo, da se zelo radi odzivajo na skupinske oblike učenja, recimo študijske krožke. Že samo to, da ti prideš med ljudi, ki imajo enake interese, ki se želijo izpopolniti, prideš med ljudi in naenkrat začutiš, da imaš nove znance, celo nove prijatelje in nisi več osamljen.
Vsakdo, ki je v starosti aktiven, posebno še pa tisti, ki hodijo na univerzo za tretje življenjsko obdobje, delajo sebi velike usluge s tem, da ohranjajo svoje umske sposobnosti. Raziskave kažejo, da se da fluidno inteligentnost celo s takšnim kognitivnim treningom povečati. To tudi pomeni, da kljub temu, da se staramo, so naši možgani še vedno dovolj plastični, torej dovolj prilagodljivi, da je učenje še zmeraj aktivno. Po drugi strani pa je treba tudi vedeti, da je ta učinek lahko tudi zelo pomemben kot preventiva pred nastankom določenih nevrodegenerativnih bolezni. Naš program je tako zasnovan, da skrbi za to, da možgančki delajo, da sprejemajo, da se krepijo, da se ohranja znanje, ki smo ga nekdaj dobili in se to znanje dopolnjuje. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje smo opravili raziskave o motivih vključevanja v študij v tretjem življenjskem obdobju. Motivi so različni. Mislim, da je zelo močan motiv vpisa na Univerzo za tretje življenjsko obdobje doseči kontinuiteto svojega življenja. Velikokrat gre za tako imenovano kompenzacijsko učenje, za izpolnjevanje starih želja. Silno močan motiv pri mnogih je strukturiranje časa. Ko govorimo o izobraževanju starejših, včasih napačno mislimo, da je to takšno izobraževanje, kot smo ga bili deležni takrat, ko smo se šolali. Ampak moramo vedeti, da je izobraževanje starejših povsem drugačno. Mi starejši imamo za seboj svojo formalno izobrazbo in veliko dragocenost v obliki življenjskih izkušenj. Moja osnovna izobrazba je diplomirani strojni inženir. Bil sem zaposlen praktično 40 let znotraj sistema Iskre. Delal sem pa na dveh področjih. V obeh sem se moral dodatno izobraževati in funkcionalno usposabljati. Ko sem zaključil mojo aktivno službovanje, sem se čutil kar v neki praznini. Na srečo imam veliko kolegov in prijateljev. En od njih mi je povedal, da obstaja tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Naše življenje je en sam krog in ni naravno, da ta krog delimo na ostro začrtana življenjska obdobja. To, kar želimo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje že skoraj 30 let, je ustvariti okoliščine, v katerih je mogoče z življenjem nadaljevati. Moj prvi motiv je bil ohraniti nivo znanja angleščine, zato sem se najprej vpisal v predmet angleška konverzacija. Torej, moje pričakovanje povezano z angleščino se je več kot uresničilo. Z profesor Finn Eisnovo smo našli vedno zanimive teme, ki smo jih obravnavali enkrat letno. Organiziramo ekskurzije v neko od angleško govorečih dežel, kjer v celoti sami prevzamemo celotno organizacijo te ekskurzije. Geografija je bila drugi predmet, za katerega sem se odločil. To je pa neko področje, ki mi je od mladosti zelo ljubo in zdaj izkoriščam priliko in možnost, da te svoje ambicije iz mladosti poskušam nekako izpolniti. Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje so namenjeni osebnostni rasti, potem drugi poklicni poti in pa izobraževanju za prostovoljstvo. Kajti tudi za prostovoljstvo potrebujemo znanje. Sem bil pa vključen v program mentoriranja starejših brezposelnih oseb, kjer se je 10 mentorirancem Zavoda za zaposlovanje pridružilo 10 mentorjev. V mojem primeru sem imel mentoriranko, ki je želela se pridobiti osnove iz angleščine. Gospa Marja je bila zelo zagreta in sva ta program praktično v celoti realizirala. Poleg tega pa nisva samo se držala osnovne tematike. Predvsem sem mi poskušal skozi moje izkušnje vliti neko samozaupanje. Mnogi slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje se zdaj ne izobražujejo več samo na področju antropologije ali na področju zgodovine, pač pa jih zanima cela vrsta stvari, kajti njihovo znanje je zdaj postalo uporabno. To potrebujemo vsi ljudje v vseh življenjskih obdobjih, da naše znanje oblikuje v socialnem okolju in da se v to socialno okolje tudi vrača. Lahko rečem, da se
praktično vsi učimo vse življenje in tudi zdaj v tretjem življenjskem obdobju se to kar nadaljuje. Če ne, te vnučki učijo, kako je treba recimo delati z mobilnim telefonom. Ko govorimo o dolgoživi družbi, ne moremo mimo prostovoljstva. To ne velja samo za nas. V vseh državah pravzaprav v veliki meri računajo na prostovoljstvo. Prostovoljstvo, ki ga izvajajo mlajše generacije, pa tudi prostovoljstvo, ki ga izvajajo starejše. Pomoč drugega drugemu. Boljše vključevanje starostnikov v njihovih poznih letih bi bilo mogoče opraviti na tak način, da bi se ti starostniki lahko lažje vključevali v različne socialne mreže, tako da si pomagajo enem drugemu in delujejo kot mentori mlajšim. Prostovoljstvo je tipična dejavnost, ki povezuje generacije in najpogosteje jih povezuje v lokalni skupnosti. Te generacije skupaj ustvarjajo novo znanje in nove dejavnosti. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Inštitut Antona Trstenjaka smo zadnjih 20 let zelo temeljito usposabljeni z enoletnim socialnim učenjem nad 2000 prostovoljcev iz vseh generacij. Največ je pa seveda upokojencev, mladih upokojencev, ki posvetijo 1 do 2 uri tedensko prostovoljskemu druženju s starejšimi ljudmi. Bodisi da je to v skupinah, to so medgeneracijske skupine za kakovostno staranje ali skupine starejših za samopomoč, bodisi v paru ali v trojki, to je pa osebno družabništvo. Se mi zdi, da je ravno delo prostovoljskih organizacij, društev, raznih civilnih iniciativ zelo, zelo pomembno. En primer iz našega projekta Starejši za starejše, katerega cilj je, da po eni strani usposobimo prostovoljce, ki obiskujejo starejše ljudi nad 75 let na domovih, da jim nudijo družbo, da se z njimi pogovarjajo in da jim pomagajo, kadar pomoč potrebujejo, ali tudi, da za njih urejajo stvari, ki jih sami ne morejo. In moram vam reči, da imamo čez 1000 prostovoljcev, ki jih vsake 3 mesece redno izobražujemo, ki opravijo preko 70 000 obiskov. In ko smo skušali ugotoviti, kako so starejši ljudje zadovoljni s temi obiski, so nam mnogi rekli, da si sploh ne morejo več predstavljati, da jih ne bi bilo. In seveda mi pa te obiske izkoristimo tudi zato, da starejšim ljudem dajemo določene potrebne informacije. To je pa tudi oblika izobraževanja. Treba je tudi vedeti, da je za uspešno staranje tudi zelo pomembno, da so starostniki v svoji družbenem okolju priznani, da so še koristni za družbo, da je nekako niso potisnjeni ob stran. Pa še nekaj bi rada povedala, kar je značilno za to prostovoljstvo, da v tem procesu pridobita oba. Tisti, ki daje, in tisti, ki prejema. Razvoj gre v skupno smer in artikuliranje tega skupnega, bodisi na ravni krožka, na ravni kraja, na ravni države, tega se bomo res še morali precej učiti in to je tisto, iz česar izvira naše dostojanstvo. Lahko rečem, da je gospa Natalija Planinc izjemna ženska. Poznam jo že 20 let. S knjižnico je sodelovala kot pedagoški vodja vrtca Mornarček v Piranu, kasneje kot vodja Dnevov evropske kulturne dediščine, kot vodja študijskih krožkov. Natalijo Planinc lahko srečamo vsak dan na Tartinijevem trgu, kako pogumno korači. Skratka, vedno je polna idej in ustvarjalnih načrtov za prihodnost. Jaz sem že pred upokojitvijo, bom rekla kar 5 let prej, razmišljala, kaj bom počela, ko bom vstopila v tretje življenjsko obdobje. In tako sem se udeležila usposabljanja za vodjo in mentorja študijskih krožkov.
Študijske krožke restauratorstva sva pričela z gospodom Poldetom, mojstrom restauratorstva, ki je delal več let v Pomorskem muzeju Sergeja Mašera. Povpraševanje je bilo takšno, da sva v 2 letih izpeljala skupaj kar 5 študijskih krožkov. In ker so člani želeli nadaljevati z delom, smo potem ustanovili društvo Anbot, kjer se potem učimo še drugih znanj. Poleg tega organiziramo tudi kar precej prostovoljnih dejavnosti. Brez gospe Natalije Planenc si skoraj da ne moremo zamisliti nobene prireditve v naši občini. Seveda ne samo nje, tudi njenega društva, ki je dejansko duša tega mesta. Največja vrednota prostovoljstva se mi pravzaprav zdi to nesebično dajanje. Mislim, da bo duh prostovoljstva se širil še naprej, vsaj pri nas v Piranu. Veliko delamo na tem. Zopet se bomo ponovno povezali ob letošnjem letu, ki je posvečeno prostovoljstvu. In mislim, da to moje 3. življenjsko obdobje je kot nek izziv za eno novo kariero. Danes slišimo, da so upokojenci strošek za državo, toda gospa Natalija je živ dokaz, da temu ni tako, saj je njena prisotnost, njeno delovanje prinaša veliko dodano vrednost našemu okolju. Moj življenjski moto je tudi ta, ne tekmovati, ampak sodelovati. Največja vrednota pravzaprav pa je to, da v sebi znamo ohraniti otroka, mladost, živost, optimizem in to naj nas povezuje. Torej, še enkrat, za ohranitev kognitivnih sposobnosti v starosti je pač potrebno biti aktiven. In potrebno biti aktiven, koliko se le to da. Veste, ko človek tako gleda nazaj na svoje življenje. A je to preveč tako bogokletno? Jaz sem s svojim življenjem zadovoljna. Sem, vesela sem. Da Evropa je znova pod žarometi svetovnega razvoja, če je pred 100-200 leti, v zadnjih 2 stoletjih, tretjemu svetu ali pa ostalemu svetu posredovala razvoj tehnologije in materialnega napredka, smo zdaj evropska kultura, tudi mi Slovenci, smo pred izzivom, da ustvarimo vzorce za bolj kakovostno sožitje in staranje in s tem bomo vrnili tretjemu svetu to, kar smo jim ukradli, ko smo jih kolonializirali. Recimo v nekaj hipotetičnem smislu, kakšno bi bilo življenje, če sploh ne bi poznali let. Ali pa če sploh ne bi poznali svojega rojstnega dne in mi rekli, ne, jaz sem samo vladal ali kako drugače. V tem obdobju je lahko toliko ustvarjalnosti, toliko pomoči, pa je to skrb za vnuke, pomoč družini in ne nazadnje tisto, kar dela človek sam zase. Če človek živi za nekaj, če je prepričan, da je tisto dobro, potem gre. Lepo je biti star.